Izredne razmere na Štajerskem, kaos, zmeda na cestah, tudi na Koroškem. Težak sneg je podiral drevesa in zapiral ceste. Zaradi pretrgane ali poškodovane električne napeljave je več 10.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike. Ponekod so težko prišli do vode. Mariborski poklicni in prostovoljni gasilci so morali zaradi številnih intervencij ustanoviti poseben gasilski štab. Začela se s prometno nesrečo, potem pa padla drevesa, tako da od 2. ure do sedaj smo imeli brez tistih vsakodnevnih intervencij, požar avtomobila, prometne nesreče, kaj še vmes, je bilo 74 intervencij. In kdaj se je vse skupaj začelo? Ter kakšno škodo je povzročil snegolom? Severovzhod države se je zbudil v kaotično jutro. Na severu je zapadlo tudi več 10 centimetrov snega, najhuje je bilo na Koroškem, Celjskem in na območju Maribora. Zjutraj že od 4 nas je strah, ne spimo zaradi tega, ker poka v gozdu, poslušamo, kak pada drevje, kak se lomi. Nedavno od tega je tu pri sosedih že podrlo eno drevo, sicer na teraso, hvala Bogu, ne na hišo. Sem sama vzela lopato, da danes lahko grem delat, ker nimam druge opcije, ker ne morem s parkirišča. 5:48 smo bili alarmirani za prvo drevo, kasneje je sledilo še eno. Mislili smo, da je to konec, potem se je nadaljevalo z požarom in potem se je vsul plaz od tega, da smo reševali vozila, ki so zastala v prometu, do tega, da smo rezali drevesa, da smo pomagali pri pluženju. Več kot 40.000 hiš, vrtcev, šol in podjetij na območju Maribora je ponoči ostalo brez elektrike. Danes smo zjutraj kuhali kavo z plinskim onim, kot na špirih. Ena tekačica je rekla, ona pa z bojlera pila vodo toplo vročo. Kaj teže? Vse se znajdemo nekak, ne? Vem, da moji iz prve izmene niso danes delali, ker ni elektrike. Snegolom in izpad elektrike sta zaprla tudi smučišče Mariborsko Pohorje z Arehom. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda je bila motena oskrba s pitno vodo. Tiste pol ure je bilo za zdržati. Voda še zdaj ni problem. Voda zdaj pride. Na cestah pa podrta drevesa, podrta ali pretrgana električna napeljava in zdrsi vozil. Večina dreves je padlih na vozila, na ceste, na hiše in pa na tudi neke daljnovode. Železniški in cestni promet sta obstala. V Mariboru so razglasili izredne razmere. Jaz sem čakala pač na avtobus, pa ga žal danes ni, ne? Plužne službe so od jutra čistile pločnike in ceste. Počasi je treba voziti previdno, eni pa pelajo mimo mene, kot da so najbolj sčiščene. Vse so sčiščene, koliko nekaj. Prehod ni spucan, križišče ni spucano, tako sem čez cesto hodila. Ja, ni bilo fajn do faksa prideti. Pa je, da je ful folka tudi zamujal. Domačini so prijeli za lopate. Zelo težek sneg je in zelo moker. Pa nekako moramo še ven priti, nekako še gremo v trgovino, peš lahko. Gasilska brigada Maribor je zaradi povečanega števila intervencij aktivirala poseben gasilski štab. Zdaj trenutno je na terenu 2 izmeni gasilske brigade Maribor, sestavljene v par ekip, in pa vsa prostovoljna gasilska društva v mestni občini Maribor. Zaradi snežnih razmer je pomagalo 112 gasilcev z 22 vozili.